En lep poletni morski pozdrav. Jaz ga imam bolj takole za ozadje. Morje mi letos ni nekako namenjeno. Verjetno sem predlansko leto izkoristil kompleten bonus. Ne vem. Zaenkrat ne še, vendar si želim, da vsaj vi uživate ob vodici, jaz pa na Butalskem morju, na Cerkniškem jezeru, kjer je čist okej. Sicer tudi njemu tle voda upada, ampak okej, v redu je, samo da smo malo na vodi, pa da smo v lastnem meru. Zdaj dogodki nekako napovedujejo in nakazujejo, da ni tako merno zunaj, a ne? Na političnem parketu Amerike, kamor so v tem trenutku uprte vse oči. Zdaj en je s prestreljenim ušesom, drugi je z današnjim dnem fasal COVID. Tako da zdaj vse sorte se dogaja, vse se dogaja z namenom. Milijonkrat smo rekli, gledamo film z vseh strani, a ga razumemo v kompletu? Ne, zagotovo ga ne. In ako se trudimo na vse možne načine te stvari pogledati iz različnih kotov in nekako sam vem, da sem resnično zelo raziskovalen in bi rad razumel, ampak je stvar prekomplicirana, to je taka strašna kriminalka, detektivka, kjer do zadnjega ne veš kdo in kaj, vendar razplet verjamem, da je blizu. Zdaj ta COVID kar nekaj pove, Biden kao ni več, on resnično ni več sposoben, iako bi demokrati radi, da bi on še te stvari pelal, vendar se zavedajo, da ne more. Zdaj odkritja okrog napada na Trumpa so vse večja in vse globlja v kontekstu, da je strelc bil na strehi, ki ni bila zaščitena strani nacionalne varnostne službe oziroma tajna služba ni dovolila pravzaprav ustreliti tega napadalca, iako ga je imel že pred samim strelom eden izmed uslužbencev na tarči. Sumljivo je vse skupaj, zakaj je toliko žensk v tej varnostni službi, saj pa ja, varnostna služba pripada bolj kot ne moškim, ne pa ženskam. Nekako izkazalo se je, da je varnostna služba v pizdi, čist se opravičujem izrazu, ampak da je tudi izdala in tako naprej, da je krvavo uho biblična stvar, izgubljen čevelj tudi, da je bil ta napadalec del ene reklame za največjo svetovno banko BlackRock, ki je seveda glavno vodilo satanizma in zla. Čist slučajno vse, a ne? Skratka, že skoraj ne vemo točno kaj in kako, ampak okej, stvari grejo naprej, galaktične sile se trudijo, da prehajamo teste takšne in drugačne. Naša naloga je, večkrat sem vam rekel, bodimo odprti za stvari, vse je mogoče, nič ni nemogoče, nič ni zdravo zagotovo, ne verjemte nobenemu, niti meni, naloga je, da raziskujemo, da skušamo razumeti in razumevanje je, kako sem pa jaz napisal razumeti, je, nekako imam en tak pomen, kako pa sem zdaj končal tole, številka 7, razumeti, bistvo je, da stvari razumemo, mogoče bom kje druge najdu, bistvo je, da stvari razumemo, kolikor se pač da. Dejstvo pa je, da gledamo film, predtem pa smo živeli v sceniranem filmu z razlogom, da je bila nam odvzeta moč, da se ne bi zavedali, da smo mi bogovi. Mi imamo neskončno moč, vendar smo jo pod pretvezo satanizma predali in nekako ubogali in postali neskončni sužnji, s pomočjo ustrahovanja, ki pa je pravzaprav osnovna definicija terorizma. Terorizem je pravzaprav žganje na grmadi in pravzaprav vse te giljotine, s katerimi so strašili oziroma delovali pred stoletji, so imele mnogo večji impact oziroma vpliv na ljudi, ki so gledali te usmrtitve, a ne? In to je bilo ustrahovanje, da ne bi komu prišlo na pamet, da bi naredil nekaj takega kot ta
ki ga zdaj žgemo ali pa pač mu bomo odsekali glavo. In na enak način mediji probajo lansirati mnogo strahu, mnogo, če ne boš to, boš pa ono. Zdaj vidimo te maske spet na športnih dogodkih, kaj kolesarje ali kdo že, so vsi pod maskami, nekako promocija, to je edino, kar je ostalo promociji satanizma. Skratka, terorizem je ustrahovanje in ustrahovanje bi moralo biti zakonsko prepovedano in v novi zemlji zagotovo bo. Kar se mene tiče, ustrahovanje pes kalaja ne grize in ustrahovanje mene ne gane in to nekako tudi vam probam uliti v zavest, da se ne bojte se ničesar, ne lajajo, ne ustrahujejo, še lažje je, če se stvarem negativnim izognete. Da se izognete skeli, ki kriči na vas, da se izognete šumiju, ki ni najdu nič drugega kot toče, da se izognete tejle Andromedosovi, ki se je izkazala za lažno glasnico, in pač ne sledite stvarem, ki niso v redu. Jaz sem vas opozoril na te stvari že davno, nisem hotel z imeni, zdaj sem vam nasul 3, ostalih ne bom, ker upam, da imate že toliko soli v pameti v glavi, da enostavno se zavedate, da če sledite ustrahovanju, ste ustrahovani in ste v krču in ste pravzaprav paralizirani. Ne dovolj, da vas terorizem medijski paralizira in ustavlja pri temu, kamor smo se mi odločili, da potujemo. Potujemo v eno novo, lepo zemljo, kjer ne bomo potrebovali nobenih voditeljev. Iako zdajle smo v tem, pa Trump, pa Putin, jaz mislim, da Putin bo vzel to veliko lokomotivo v roke. Trump je zato, da se množice obrnejo tja. Garantiram vam, mediji so v veliki paniki. Kdorkoli kaj spremlja, lahko zazna, da je nemogoče prikrivati stvari, iako jih prikrivajo k norci, ampak kdor ima oči, da vidi, vidi. Jaz sem vas povabil večkrat na TikTok, mnogo je vsebin, prej sem rekel, prav je, da smo do stvari odprti, ničesar pa ne kupimo zdravo za gotovo, a ne? Zdaj, a je Trump nastavljen, ali je Trump tudi dvojnik, ali je bilo to zrežirano strani belih, ali je to režija temnih, vse je mogoče, ne? Vse je mogoče, dovoljte si biti odprti in testirani smo na tem, ali padete na testih ustrahovanja, padete na testih provokacije, se znate zadržati, vzdržujete vse piezo, strah, ali se znate zelo hitro pobrati nazaj in držati visoko vibracijo, kajti visoka vibracija je edino, kar se od nas zahteva in da nekje začnemo spoznavati svojo lastno veličino. Ja, težko nekako si predstavljamo vse zlobe in grdobije, mnogi izmed vas že raziskujete in prav je tako. Nekje je bilo teh raziskovalnih mojstrov v preteklih 2 letih kar nekaj ali pa 3, zdaj pa se je zgodila en obsežen dokumentarni film, dolg 8 ur, kar meni pa že nakazuje, da bomo gledali 8-urne dokumentarce, pa 10 jih mora biti, ne? Tako, mal za spet možnost razmišljanja. Je pa naslov filma Impact, ki vam ga bom tudi prelepil v opis in dodal v mail, da boste imeli to. Je 8 ur je dolg, ampak odkrije mnogo stvari, jaz nisem uspel celega še pogledati, so pa o njemu same pohvale. Podelil vam ga bom, ker je vroča roba in zelo dobra stvar za pogledati, če želite razumeti. Vsekakor vas želim povabiti na potovanje v lastni mir, v lastno blaženost, v preskok časovnice, kjer nekako, verjetno vsi poznate déjà vu, in nekako ti déjà vuji zdaj dobivajo nek smisel, a ne? Vnaprej vidiš situacijo in se znaš temu primerno tudi prilagoditi in umakniti, da ga ne dobiš metka v glavo, ampak po ušesu. Vse to je instinkt, kateremu je treba zaupati brezpogojno in tukaj vas želim vzpodbujati, daleč od tega, da bi vas strašil, kot počnejo
praktično vsi, ki se imajo za resnico ljube, vendar zdaj se izkazuje, da, kaj smo rekli, leta 2024 nihče ne bo mogel več skriti, kaj nosi v sebi, in ljudje pridejo na moj zid in probajo kozlati, argumentirati, negirati, ne vem kaj. In jaz sem rekel, da bom bolj radikalen postal in poradiral, enostavno se ne bom več boril z nikomer v kontekstu z negativci, ne. In v zadnjih 2-3 dneh sem gladko zablokiral, mislim, do 6 ali 8 ljudi, kar v bistvu ni pri meni tako v navadi, ampak enostavno držim higieno in ne dovoljujem, da v naš tabor prihajajo tisti, ki v naš tabor ne pašejo. Rekel sem, da bom v današnji oddaji probal na brzino zaobjeti, kako si predstavljam to našo pleme. O plemenu smo se pogovarjali, o družini, o tem, da smo tisti, ki pašemo skupaj, v kontekstu ločuje se vse, kar je bilo združeno, torej združen kriminal, združene organizacije, združene pizde materne, in to razpada, njim druščina razpada, kar je vidno, če gledamo sam Bidna, kamoli še kaj drugega. Združuje se pa tisto, kar je bilo deljeno, ne? Delili so in vladali, delili so ljudi, ki bi morali biti skupaj, in mi smo resnično indijansko pleme. Indijansko bom dal indijansko zaradi tega, da se bomo Indijance nekako razumeli, da so Indijanci živeli čisto v redu, dokler se jim ni v njihov življenjski prostor, način življenja in delovanja primešal en primitiven kavboj, puf, 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 in se nekako pomešal med Indijance in se obnašal, kot da je tudi on Indijanc. Ampak kavboj je svojo pamet skrival, svojo neumnost je skrival in se pametnega delal, skrival je, igral je ljubezen, v bistvu pa je prikrival sovraštvo in deloval iz pozadine. Tako nekako imamo mi med seboj pomešane ljudi. In mi smo rekli, da se združujemo v duhu, a ne? Po svetu vemo, kaj zagovarjamo, torej mir, ljubezen, pravico, resnico, spoštovanje, sodelovanje, prijaznost, človečnost in tako naprej. Vse to so vrline, katerim smo rekli, da so empatične vrline, in nekako moramo ločiti seme od plevela, ločiti moramo Indijance od kavbojev. In kavboje iz našega tabora izgnati brezkompromisno. Oni so prestrašeni, pa niso več združeni. Moči več nimajo. V nas pa se prebuja atomska, božja energija, božja sila in nje se upravičeno bojijo, ker so navadni pezdetje. Tukaj bi vam nekakrat položil na srce, ne se bati ljudi umakniti, ne se umakniti od toksičnih ljudi, ker oni so tukaj zato, da vam nižajo vibracijo in vas vlečejo na svoj nivo primitivnosti, ker se zavedajo, kdo ste, pa ne želijo, da ste to, kar ste, in tisto, kar ste, bi vam radi ukradli in imeli za sebe. Torej to, bom rekel, in krono, in energijo, in karakter, in to človečnost. To nam zavidajo, zaradi tega je bilo toliko tega skrivaštva in tako. Še enkrat, kavboji niso v našem taboru dobrodošli, nič več, iz tabora jih izženemo in odgovornost vsakega Indijanca je, da ko zazna kavboja, da na njega opozori. Če na njega ne opozori, gresta iz tabora oba v čistilno klizmo in vsak ima možnost spreobrnitve. Ne? Vsak ima možnost prenehati delovati narobe in delovati prav, po srcu, po dušni strani. Ampak ljudje so tako močno zaglajzali, da se več ne upajo niti sami sebe pogledati v špegu in si priznati, zajebal sem, narobe sem delal, ampak jaz bi rad živel prav. Jaz sem milijonkrat rekel, vsem je vse odpuščeno, z vseh strani. Kdor se le pokesa in spremeni način delovanja. Mnogi ljudje bi rajš umrli, kakor da bi se spremenili, priznali svoje lastne napake in lastne grehe. To je ego, tisti, ki čuva te stvari, da se ne prikažejo.
ego je tisti, ki je prizadet. Dobro, najbolj bistveno je, da v bistvu vzdržujemo mir. Kavboji niso za mir, kavboji so za puf, pa za zdraho, pa za argumentiranje, pa ne vem kaj. Ne dovolite, da vas prime negativa, nujno je vzdrževati svoj notranji mir in vsako situacijo pomiriti in ako morate nekako sami sebe v jeziku grizniti. Bom rekel, ne nastopati z egom, boljše imeti mir, kakor pa prav. Pa ne imajo kavboji svoj prav, sem ven iz tabora ne grejo. A se zastopimo? Ne imajo, pa pejte vi v svoj tabor, saj vaš dom je tukaj, a ne? Jaz sem prav pred kratkim imel situacijo, šel sem na kavo in sta se pojavila dva in najpametnejša od vsega in mi nista pustila do besede, meni pa med tem dvakrat rekla, a lahko do konca povem. Prav čutil sem, da sta prišla nastavljeno meni me probati zatreti. Jaz sem se dal v vlogo Grey Rock, enostavno nisem več sodeloval v njuni debati, ker sta me vedno povozila, sem pa rekel, veš kaj, nima smisla in sem utihnil. No in po 5, 7 ali pa 10 minutah sta tudi ona dva pogruntala, da sama sabo nimata nobenega smisla, mene ne dobita v njuno igro in sta lepo šla, najprej eden, pol pa še drug. Kaj ne vam rečem, če se ne zapletete v igro, oni nimajo s kom igrati, oni vržejo žogco, ne rabite vsake žogce odbiti, to smo se tudi že pogovarjali in na ta račun lahko ostajate mirni. V prihodnje bomo sami izbirali, ali želimo imeti mir, ali želimo ostajati v tem tridimenzionalnem svetu, kjer je vojna, konflikti, drama, strah, kjer je to v spredju. Jaz se tega sveta valjda ne grem, valjda vas vabim v svet miru, ljubezni, spoštovanja do vseh in seveda transformiranja negative v pozitivo. Več, ko nas bo, lažje bomo. Ne? Vsi, torej, res smo na točki preloma, kjer bo mogel vsak posebej izbrati. Zdaj, če dalje več ljudi izbira svojo stran. Od Trumpovega pa Bidenovega prvega dvoboja, pa potem atentata, mes je bil še NATO zasedanje, pa atentat, če dalje več ljudi zavzema svojo stran, da stopi na stran Trumpa. In Trump stoji na strani srca in Boga. Ne? In imam eno zelo dobro slikco, bom jo probal poiskati, zdajle kar za nalašč, ali pa če gremo magar čez slikce, pa se bo ona zihar pokazala vmes. Nekako bi vam rad dal, ljudje skušajo pokozlati po Trumpu in ne dovolite tega, ne dovolite, marsikdo ne razume. Ljudje, ki smo malo odprli oči, smo rekli, Trump je naš in ga zagovarjamo. Vsej mogoče je tudi to del igre, mogoče je tudi on nastavljen strani temnih. Ne vem, ampak mene je mnogo naučil in zagovarja Boga, resnico, fight, ne popuščaj, power to the people. Težko bi rekel, da spada na stran temačnih, pa ni mu bilo treba iti v politiko, pa je šel zaradi tega, ker ima rad ljudi in Ameriko in svet. In ne bojte se podpreti Trumpa. Drekači, ki ga ne marajo oziroma ki jim je trn v peti in zelo nepoznavalski ljudje imajo Trumpa za bedaka. Vsak razumen človek je Trumpu dal podporo in razum se pri ljudeh prebuja. In prav je, temu se reče dvig zavesti, zdrava kmečka pamet, ne pa teorija zarote, a je prav. Tako da lahko date podporo in ne bojte se dvigati roko in povedati, kam spadate in kdo ste. Ja? No, to je film tale Impact, prvi ta 8-urni dokumentarc, cela zverina, ko me čakam, da ga gledam še naprej, ker je res dober. When you are full of love, it confuses people who are full of shit. Kadar ste polni ljubezni, to dela zmedene vse tiste, ki so polni sovraštva. Iz prve roke vam povem, da to še kako drži, koliko ljudem sem trn v peti in so okrog mene, ne počutijo dobro, nekako ne dobijo, vejo, da njihovi čarobni uroki name več ne delajo, ker sem zaščiten strani Boga, strani kreatorja, strani
univerzuma in čarobni uroki ne delajo, mnogi se tolčejo po glavah, ne verjemte, pa skrivati so se začeli, mnogi, ker so ugotovili, da mene ne da, ne? Pa so mislili, da me bodo uspeli spodrsati, tako kot Trumpa, ampak ne gre. No pa da vam povem, Trump je tudi zdaj prišel za mano, a ne? Jaz sem jo tudi poskusil mora, zdaj on tudi, a ne? Kdor se postavi na stran resnice, jo hitro dobi po pički. Ampak Bog nas ni naredil šibke zato, da bomo klecali in padali, ampak zato, da smo se skozi te padce na kolena naučili gledati pod noge in biti pozoren in smo se naučili biti bojevniki. To, kamor spodbujam tudi vas. Your existence could be someone motivation without you knowing. To sem vam tudi že milijonkrat rekel. Vaš obstoj, vaše delovanje, vaš biti je mnogim ali nekomu lahko motivacija, brez da ga sploh poznate. To sem jaz nekako dokazal sebi, vam in bom rekel zdaj pa lahko rečem že mnogim, da svojim primerom si motivacija. Trump ne ve, da je meni motivacija, a ne? Putin tudi ne ve, da je meni motivacija. Ampak je, s svojim zgledom je motivacija. Dočim je Biden s svojim zgledom pokazal, da ni vreden počenega groša. Tako so naši politiki, lahko imajo čist zaprta usta ves čas, pa so pokazali, kdo so. A ne? Torej, lastni zgled je močnejši od vseh besed. Mislim, živali se super razumejo, zaradi tega, ker ne uporabljajo jezika, da bi z njim lagali. To je težava človeštva, bom rekel, teh kavbojev, ki so se med nas pomešali in pravzaprav iz indijanskega plemena prestopili na stran kavbojev, kar je absolutno žalostno. Sem rekel, da zdaj že mnogim vabim vas seveda na TikTok kot novo platformo, ki je v zadnjih 3 mesecih, kar sem tam malenkost bolj prisoten, meni naredila take številke, ki sem si jih želel na YouTubeu, pa jih nisem dobil. No, TikTok je naša platforma in podpira dobro, podpira lepo, podpira prebujanje, podpira novo družbo, dočim Facebook pa podpira sovraštvo, mržnjo, kričanje, ko so nam naredili prosti. Gledam skela, stari, sem ga zanj, sem mu prav napisal, pa stari, daj malo dihaj, stari. Da, mislim, res nisi zgled miru, ne? Je pa narobe, pa itak je vse narobe, stari, ubil bi nas, pomer se, tako boš lahko kaj, mislim, voda merna, se zbistri, dokler jo kališ, ni merna, ne? In to so kavboji vedno znali, kalit naš mer in kalit vsako situacijo, da ja nismo jasno vedeli pa razumeli. Z besedami so nas pa še hudo zavajali, pa ne si bodo to religije, dohtarji in tako naprej, ne bom šel predelač. Skratka, vabljeni na TikTok, kjer je TikTok zelo v pomoč, ko se pojavijo ti kavboji, ti mu samo TikToku rečeš, dej, tega fanta malo prever in dobi negativne točke, a ne? In ne morajo negativci kar skakati po luftu, torej Facebook spodbuja agresijo, sovražnost, mene pa blokira, ko pišem o ljubezni in o spoštovanju in o novi zemlji, to pa rad blokira, celo zdaj mi je zgodbe nehal prikazovati, ampak nič hudega. Facebook kill, it's TikTok time, ne? Čas je za TikTok in dejte, ne boste narobe naredili, marsikaj boste slišali, bil je kitajski, ja je bil, pa ni več in zdaj je naš in še boljši bo, pa še monetizacijo bo tudi v Sloveniji omogočil in v kratkem bom naredil tudi na TikToku en live, kamor vas seveda tudi bom povabil, da bomo skupaj probali preživeti en dan skupaj, mislim, kakšno uro, čisto da vidimo, kako stvari funkcionirajo, ne? Dobro, nauči se v životu, da se snalaziš sam, jer kad ti bude teško, obično svi nestanu. Klasična fora, to je pri meni se zgodilo kar velikrat in ne neha. Vsekakor sem tudi večkrat poudaril, za vse sem sam in evo, božji mater, res sem za vse sam. Nekaj vidim, da če ne rečem podeli, se nič ne zgodi, ne, kot da je ljudi še vedno strah in sram napisati komentar, jaz sem indijanc, ne. Ampak ljudje ne napišejo, sem pa kavbojc, to pa ne.
To pa tudi ne. Indiferentno. In zdaj, kdor je indiferenten, dragi moji, bo spadal med kavboje. Dokler ne bo človek rekel, jaz sem mislim, a veste, kako je že bila varianta, preden si prišel kdo je, jaz, ta pa ta, kakšna je koda, in če jo veš, greš not. Če pa jo ne poveš, pa ne greš not. To je približno tako, kot zdaj. Kakšna je koda, kdo si, in ljudje so tih. Ja, ne moreš imeti Indijance, če ne govoriš, če ne poveš kode, kdo si. Se zastopimo, bo treba pokazati prave barve. Nujno. Kdor je tiho, pa ne pokaže barve Indijanca, je kavboj, žal. Nekako vas probam zbuditi, da boste mogli res sami sebe definirati, in to kar za veliko večino velja. The worst don't want to change, they let them sleep. Ja, in tisti, ki se ne bodo hoteli pokazati, kdo so, in se ne bodo želeli spremeniti, kljub temu, da so bili med kavboji, pa bodo rekli, ok, jaz bi se rad spremenil in bi šel med Indijance. Všeč mi je, pri vas je življenje mirno, živite z naravo, super ste povezani med sabo, jaz bi tudi tako, jaz ne bi bil lopov pa razgrajač. To bi bilo dobro. Lahko se spremenijo ljudje, vsak. Takole, odločitev je jasna, izbrati bo treba. O tem tumbamo že zelo dolg časa. In kdor se ne bo želel, bo ostal med kavboji oziroma bo ostal v svetu zaspanosti, vendar v naš tabor mu več dovoljeno ne bo. Dokler se ne bo hotel spremeniti, ne. Tako da ne moramo nobenega prisiliti, tudi jaz vas ne morem prisiliti, vse kar je, ponujam smernice in ponujam vam opcije, nobenega pa ne morem zbrcati, seveda ne. Bil je svetnik vprašan, kaj je jeza. No, jeza je ena izmed lastnosti teh kavbojev, in svetnik je odgovoril s prečudovitim odgovorom. To je kaznovanje, ki ga damo sami sebi zaradi tega, ker je nekdo drug naredil napako. Jaz bom rekel, ni to čisto glih napaka, ampak je naredil neko dejanje in mi smo na njega jezni. On tega dejanja ne obžaluje, če ne bi se opravičil, pa se ne. In zdaj, da si jezen na nekoga zaradi dejanja, ki ga je ustvaril, je res samo kaznovanje. In jeza je nekaj, kar ne želite in ne želimo nikoli več izkušati, zaradi tega lepo prosim, ne nositi zamer v sebi. Pustite, ne, ljudje so, kakršni so. Samo ne dovolite, da to vpliva na to, da vi nosite v sebi nizko vibracijo. Jeza ni nobena krasna vrlina, kaj ne da ne? Ja, še kadar so nas razpizdili, so nam rekli, ne se jeziti, ne? No in zakaj je stvarnik ustvaril človeka? Zaradi tega, ker želi izkušati ljubezen. Skozi nas. Ja, in ta nagrada je dana tudi nam samim. Izkusiti ljubezen je tako širok pojem, mi smo imeli samo eno majhno stvar, pa še ta za potrebe manipulacije, ampak ljubezen je prečudovito velika gromozanska stvar, kjer lahko uživaš ob pogledu na kamenček v rokah, sončni zahod, ob tem, ko imaš samo noge v vodi ali pa cel plavaš. S kopalkami, brez kopalk, na soncu, v senci, v čisti morski sladki. En kup je možnosti, da začutiš radost. Zato vam tisočkrat sem že povedal, delajte to, kaj imate radi. To je tisto, da se stvarnik izkuša skozi nas in s tem dajete njemu veselje. Pa še sebi. Zakaj ne, če pa je to? To je point. Tako, in to velja tudi za hrano, za vse aspekte in glasbo in ne vem kaj. Zdaj, ti simptomi vnebovzetja, to smo se tudi pogovarjali, bruhanje, vročina, driska, mrzlica, potenje, smrkanje, vse sort, to je precej podobno čiščenju, gripi in tako naprej. In evo, zdravniki skušajo razumeti simptome 5-dimenzionalnega nebovzetja, o katerih se v šoli nikoli niso nič učili. Seveda ne, so pa se soočili s temi simptomi po svetu in so jih želeli zamaskirati pod simptome strašnega covida, nekega navideznega in nevidnega virusa, da bi nam omejili dostop v 5. dimenzijo, kjer so temačni pripravili cepiva, ki modificirajo DNK. Naš DNK zapis, medtem ko pa naša naloga je,
da se naš DNK vzpostavi v svoje prvotno stanje, ker je bil okrnjen, ne bom šel tle noter predaleč, skratka nam se prebuja DNK v vsaki celici. Prebujanje DNK-ja pa pomeni čiščenje na fizičnem nivoju, mi se pogovarjamo o čiščenju notranjih, bom rekel, miselnih in energetskih nivojev, in prav je, da od sebe izpustimo vse, kar nam ne koristi, ne? Torej, da se očistimo. Zdaj, dostikrat je bolj pomembno, da čistimo sebe, kot da čistimo posode, lahko počakajo, perilo lahko počaka, sebe pa moramo kar delati na sebi, in jaz na sebi delam mnogo. The goal is not convince others of your truth, ni cilj druge prepričevati, kaj je vaša resnica ali pa moja. Cilj je spoštovati druge, ki imajo svoje poti, medtem ko kažemo strasti in brezpogojno ljubezen do vseh, in order to raise universal, z namenom, da dvignemo univerzalno vibracijo, frekvence in remember every piece was created to form this puzzle. Tako, mi kolektivno dvigujemo vibracijo in vsak naj to najde na svojem nivoju. Jaz imam ene stvari rad, vi imate druge stvari radi, in na tak način dvigujemo frekvenco, ampak tako dvigujemo frekvenco celega univerzuma, sploh se ne zavedamo, kaj dogajamo. In zavedaj se, da si ti glih tako pomemben košček sestavljanke, da sestavimo skupaj te puzzle. Ne? Vsak izmed nas šteje. Mnogi čakajo in čakate, kdaj bo prišla resnica, pol pa bo. Ne bo, ti moraš pridodati, pa bo. Ne? Pa ti pa bo, pa več, kot nas je, pa bolj bo. Na TikToku se ljudje prebujajo in dajajo od sebe svoje spoznanja. V Sloveniji tega jaz ne vidim nič. Ampak nič. Ko bom najdel prvega, vam ga bom povedal z imenom in priimkom. Nič ne najdem tega. In ni prav. Janez je začel dogajati. Ostalih pa ni nič. Ampak nič. Tako da ne čakati. Pokažite, kdo ste. Pokažite, kaj imate radi. Vi sploh ne veste, na koga vplivate. Sem se razpizdil, ne? Ne, nisem. V redu. It's complete waste of time to tell the trailblazers, rebels and dreamers in kreatorjem. Čista potrata časa je, da recimo meni, oziroma tem, ki smo svetilniki, da nekaj delamo narobe, a ne? Ja, valjda, saj mi vemo, da delamo narobe, in to je tudi bistvo. Nismo prišli zato, da bomo mi se lepo noter v matrico potopili pa rekli, tako je, ne, vse je super. Mi smo zato, da matrico razbijamo. Mi smo prišli zato, da razbijamo možgane z zaspanim umom in rečemo, alo, ni v redu, satanizem, pedofilija, prehrana v umori, to ni v redu. Ne moreš tako. Ja, moram, kaj pa čem? En more na glas povedati, pa en glas, pa še en glas, pa še en glas, pa vsi v en glas. Pa jih bomo zapeljali v kozji rog, pa bomo rogovilili. Ja, in when you post controversial meme, takole, jaz sem prišel zato, da razbijam, in jaz seveda objavim neko objavo, ne? In zdaj vidim, kako to ljudi v mater špikne, ne? Trigne. In točno to je bil namen. Sam ne vem koga, kje in kdaj, to pa je res. Ampak vem, da mnoge ljudi zaboli, ko rečem lažnivci, ko rečem skrivači, ko rečem kavboji. Vem, da to zaskeli ljudi, pa še kaj. In to je tudi moj namen. Pa ni namen zato, da bi bolel, moj namen je, da zbudim. Ne z namenom, kot so delali narcisi, da vas tišči, da vas boli ovo. Jaz vam samo pokažem, enega boli to, enega trigne ovo, enega ovo, vsakega pač nekaj, in jaz samo tipam, kaj vse je še za razbit, in to se upada z uno prejšnjo objavico. We are here to witness the most amazing show on earth. Mi smo tukaj priča največjemu dogodku na zemlji, in to je ponovni dvig zavesti. A veste, meni se zavest dviguje, širi in ekspandira. Jaz sem mislil 2 leti nazaj, da že nekaj vem. Pa včeraj sem tudi mislil, da nekaj vem. Ne? Pa danes se mi zdi, da nekaj več vem. Ne? In mi to zavest širimo. In kar pejmo.
konca itak ni, tako kot kaže. Tako da noč se bati, igrica je neskončno lepa in neskončno dobra, vendar fokus imejte v pozitivne stvari. Ok, vidimo Bidena, lega kako pleše, Trump je bil zadet, je živ, ok, vse to, kaj bi to za šov, kaj dogaja? Ne zdaj, toča, gori, štala, uni maske nosijo budale, blesave, ne jih nosijo, ko jim jebe mater, stari. Pa toča je padla, kaj češ, če padla je padla, stari, popraviti treba, stari, solato na novo naflancati in cegle zamenjati, jaz ne vem, kaj češ zdaj, zdaj bomo pa cela Slovenija gledali točo, to šumi dela, ja pizda, padla je, kaj boš zdaj, povej kaj meranga, povej kaj lepega, povej, da je vse v redu, da je to z namenom, za potrebe prebujanja. Jo, to ni normalno, ja pizda, vse nič ni normalno. Zdaj postaja normalno, da postajamo ljudje in postajamo indijanci nazaj v svojem taboru. Najbolj nenormalno.